Občina Gornja Radgona je ponovno izvedla javni natečaj za priznanja, nagrade in pohvale za naj prostovoljce. Komisija, ki ji je predsedoval Brane Klun, je tudi letos podelila 10 priznanj posameznim prostovoljcem in prostovoljkam, eno priznanje za naj prostovoljno organizacijo, eno priznanje za naj prostovoljni dogodek in eno posthumno priznanje. Kot je povedal župan občine Gornja Radgona, so prostovoljci za njihovo občino in nasploh za družbo zelo pomembni. Kako dolgo bi lahko govoril na to temo. Prostovoljstvo v Gornji Radgoni je nekaj, po čemer mislim, da se odlikujemo in želimo si tudi ostati taki, kot smo zdaj. Nenazadnje, ko smo danes poslušali obrazložitve, kdo so bili prejemniki priznanja, zakaj so priznanja prejeli, se seveda lahko odzadaj samo zasluti tisoče in tisoče ur prostovoljnega dela, ki so ga ti ljudje opravili, in to je tisto, kar tako ali drugače vendarle potem začutimo, ko se govori o prostovoljstvu, da je to nekaj, kar počnemo, da dobimo hvala lepa, torej, da za to ne dobimo prav nobenega plačila. In kadarkoli v družbi ljudje dobre volje zaznajo, da so na nekem področju ljudje pomoči potrebni, ali tako ali drugače, potem seveda jaz pravim, najlepše bi bilo, če v družbi, vsaj na področju humanitarstva, ne bi bilo potrebno imeti prostovoljcev, ampak vendarle so, ker je veliko ljudi, ki je v stiski, so tudi prostovoljci na veliko drugih področjih, ampak vendarle nekako zastavo nosijo humanitarci. In jaz seveda izkoriščam vsako priložnost, da jim rečem hvala lepa in da rečem prosim še naprej. Med dobitniki priznanj za naj prostovoljca na 30 let v občini za leto 2016 je tudi Niko Kljun, prostovoljec na področju športa, ki pa z veseljem pomaga vsem pomoči potrebnim. Vsekakor ena zahvala za delo, ki ga opravljam. Res dosti časa posvečam športu, predvsem rokometu. Če bi to delal zaradi denarja, bi sigurno to nehal že pred dolgim časom, tako pa mi je neko zadovoljstvo delati predvsem z otroki, da vidiš, da jih nekaj naučiš, da si nekaj svojega znanja prenesel na nekoga drugega in zdaj s tem priznanjem tudi opaženo malo širše, ne samo znotraj kluba. Danes smo tudi slišali enega izmed prostovoljcev, da je krvodajalec, tudi sam sem krvodajalec, mislim, da sem že več kot 20krat daroval kri. Drugače večinoma na športnem področju, to mi je bilo že od malih nog položeno v zibko, da rečemo. Vseeno pripravljam pomagati tudi na različnih drugih področjih, če me kdorkoli potrebuje. Sodelujem z različnimi inštitucijami, tudi šolami in tako naprej. Vsaki, ki potrebuje pomoč, z veseljem preskočim, če je to šport ali kakšnokoli drugo področje. Priznanje za najprostovoljni dogodek pa je dobil tudi mladinski gasilski tabor, ki ga je organizirala Gasilska zveza Gornja Radgona. Naši gasilski zvezi priznanje veliko pomeni, saj to dokazuje, da delamo dobro na področju dela z mladino. Naš gasilski tabor sedaj postaja tradicionalen, tako da v letu 2018 bo tretjič zapored organiziran in verjamem, da bo tudi bogat z mednarodno udeležbo in nekje 120 otrok pričakujemo v poletnih mesecih na območju Pomurskega sejma. Mladi se na našem gasilskem taboru naučijo mnogih gasilskih veščin, spoznajo nove prijatelje, odvrnemo jih od računalnika, od preživljanja časa za televizorjem. V bistvu jih navajamo na samostojno življenje in na preživljanje za svojimi vrstniki v času počitnic. Mladinski gasilski tabor, ki otrokom prinaša številna nova spoznanja na področju gasilstva, je zgolj ena oblika privabljanja mladih v gasilske vrste. Mlade privabljamo na različne načine, tako na osnovni šoli Gornje Radgone deluje društvo Mladi gasilec. V prostovoljnem gasilskem društvu se trudimo, da jih privabljamo z dnevi odprtih vrat, z prireditvami, ki jih imamo za občane in tudi za mladino, tako da nam mladine ne manjka in se veselimo tega njihovega napredka, da postanejo naši operativni člani in na druge načine pomagajo pri soustvarjanju našega društva. Občina Gornja Radgona je že 4. leto zapored pridobila naziv prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga podeljuje Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Ta naziv jim pomeni veliko in kaže na to, da imajo v občini veliko ljudi, ki vlagajo svoj prosti čas in trud za dobrobit vseh pomoči potrebnih. Ravno zato jim bo občina še naprej stala ob strani. Seveda, zahvala v formalnem smislu je nekaj, kar tako ali drugače počnemo zdaj že vsako leto in postaja stalnica. Seveda, naša občina tudi na področju društvene in kulturne in športne sfere in tudi humanitarne sfere
pomaga tudi v denarju. Torej, če se štejemo v številke, ampak danes v številkah res ne bi, pa ni 10 ali pa 20 tisoč, ampak je bistveno več. Torej, v stotakih bi lahko govorili, pa vendarle, torej tudi tako, da namenimo za to kak evro, da v občinskem svetu je dovolj razuma in iščemo prav takrat, ko sprejemamo proračun, veliko rešitev in smo zelo inovativni in nekako vsi skušamo najti, kje in na kak način bi lahko prav v društveni sferi, ki je tako ali drugače nosilec potem humanitarne in sploh prostovoljske dejavnosti, dodali še kaj kak evro. In tudi v tem času smo prav v drugem branju proračun, jaz verjamem, da bo spet prostovoljstvo občine Gornja Radgona tudi v naslednjem letu vsaj približno enakem obsegu, kljub krizi, ki še vendarle v finančnem smislu v lokalnih skupnostih je odražena, kljub rasti v gospodarstvu, vsaj tako, kot je bilo v letu nazaj in morda 2 leti nazaj, morda celo kak evro na katerem področju več.